Lokalne volitve. Radio Robin. Marsikomu sinonim za gospodarski razvoj mesto Burje, danes bo govora o občini Ajdovščina, predvsem pa o tem, kako bi kandidati za župana v prihodnjih letih izboljšali, skušali zagotoviti kvalitetnejše pogoje za bivanje in delovanje. Dober dan, v enem izmed zadnjih predvolilnih soočenj na valovih Radia Robin, Vanja Trkman, sem z vami in z nami v studiu pa kandidati in kandidatka Joško Premrn, Nada Pirjevec, Tadej Beočanin in Marjan Polšak. Dober dan, dobrodošli. Dobar dan. Pozdravljeni. Dobar dan. Spoštovani kandidati in kandidatke, najprej vas tudi tistim, ki niso iz Ajdovskega, predstavim in tako kot boste to nedeljo tudi na volilnih lističih. Joško Premrn, kandidaten je si, univerzitetni diplomirani inženir tehnologije prometa, zaposleni kot strokovni sodelavec v nabavi, dolgoletni občinski svetnik. Kaj bi vi najprej kot župan spremenili? Ja, v 3. členu ustave piše, da ima oblast ljudstvo. In to uresničuje prek volitev. Jaz mislim, da je prvo treba upoštevati rezultate volitev, tako v občinskem svetu, tudi potem v odborih in komisijah. Tu je ta demokratični pristop. Potem drugo je sodelovanje. Mislim, da je dovolj tega ločevanja na leve in desne. Jaz mislim, da moramo sodelovati skupaj in vsi kot ekipa. In tretjič, za transparentno delovanje. Mislim, da je treba stvari delati na mizi in ne pod mizo, in mislim, da morajo biti ljudje, občani seznanjeni, kaj se na občini dogaja, da tudi prek tega dela dobijo ljudje zaupanje, da se dela pošteno, gospodarno in učinkovito. Hvala lepa. Nada Pirjevec, kandidatka Gibanja Svobode, magistra ekonomskih ved, zaposleni na Inšpektoratu Republike Slovenije za infrastrukturo. Novinka na političnem področju, čeprav ste dejansko kandidirali že tudi za druge funkcije, za drugo funkcijo eno samo. No? V svoji občini vidite kar nekaj izzivov, pravite, katere bi najprej naslovili. Ja, dober dan. Ja, jaz bi najprej poskrbela za celosten, trajnosten razvoj občine, ki ga sedaj ni. Poskrbela bi za podeželje, potem bi poskrbela za kapacitete čistilne naprave, ki je zdaj 3-krat premajhna. Poskrbela bi za to, da bi 10% občanov in občank občine Ajdovščina imelo neoporečno vodo, ki je sedaj nima. Potem kmetijstvo, kapacitete v vrtcih, šolah, domovih za starejše, neprofitna stanovanja, razvoj turizma in področje kulture. Prav tako je problem recimo pri infrastrukturi, izvoz iz avtoceste, problem je poligon, ki ga ni, ureditev industrijskih con, kanalizacije. Hvala lepa. Tadej Beočanin, kandidat SD s podporo liste Burja, Zveze za Primorsko, stranke Levica in tudi stranke Desus. Če vam to nedeljo uspe prepričati volivce, seveda govorimo za prvi krog, no, ampak bo to vaš 3. mandat na čelu občine, po izobrazbi magister farmacije. Pred 4 leti ste sicer zatrjevali, da bo to vaš zadnji mandat. Zakaj ste si premislili, se vam morda kakšna politična kalkulacija ni šla? Torej, sploh ne, da se mi ne bi išla politična kalkulacija. Več motorjev je moje vnovične kandidature. Prvi zagotovo številne pobude občank in občanov, ki jih izjemno cenim, ki so me vendarle pozvali, pravzaprav naj nadaljujem še en mandat in nekako nadaljujem zastavljene projekte. In prav ti, bom rekel, rezultati in pripravljeni projekti, ki čakajo na realizacijo, so tisti drugi motor moje vnovične kandidature za župana. Torej, želim, da, bom rekel, občina Ajdovščina nadaljuje svojo pot s kondicijo, v kateri je, in bom rekel, v smeri, kot je tudi začrtana. Hvala lepa. In še Marjan Polšak, 14 let ste že županovali občini, po izobrazbi inženir kemijske tehnologije, sedaj upokojenec. Naj omenim, tudi najstarejši kandidat za župana na Primorskem. No, kot kaže, vaš politika še vedno mika. Zakaj? In najprej ste, če se ne motim, želeli kandidirati s podpisi volivcev, na to pa vas je podprla Socialistična partija Slovenije, stranka. Torej, vam ni uspelo zbrati dovolj podpisov? Da, prekasno sem se lotil zbirati podpise za to s Socialistično partijo Slovenije. Torej, jaz kandidiram proti politiki, sedanji politiki sedanjega župana Beočanina. Prvič,
popolnoma nasprotujem spremembi Lavričeva trga iz slovenskega v rimskega, kar je, bi rekel, na nek način slavljenje imperialistov, celo fašisti so se sklicevali na Rimljane. Se pravi, to je eno dejanje, ki bi ga lahko imenoval tudi fašistično in sem proti temu. Prvič. Drugič, sem proti temu, da vodi Beočanin in Tripkovič občino Ajdovščina v tako, bi rekel, zadolževanje. Dejansko je občina Ajdovščina uradno ni zadolžena, formalno, dejansko pa je, ker je dolžna donatorju po programu donatorja investirati 21 milijonov. Ne? To ni športna dvorana, ne? V tistem programu ni športna dvorana in tako naprej. Hvala lepa. No, še preden naslovimo tiste pomembnejše teme ajdovske občine, pa morda na kratko prosim, v sproščene vode bomo šli sedaj. Imate vzornika ali pa morda nekoga, ki vas navdihuje in kakšen je vaš življenjski moto? Tokrat prosim najprej vi, gospa Nada Pirjevec. Ja, moj življenjski moto je, da se dela pošteno, da se ljudi spoštuje, se jih upošteva. Tako da to je ta glavni moto in mislim, da so to lastnosti, ki jih mora županja ali pa župan imeti, da lahko dela dobro za ljudi, ker mislim, župan oziroma županja mora delati tisto, kar je za ljudi dobro, seveda ob razvoju podjetništva, ampak treba je gledati kvaliteto življenja, drugače pa vzorniki. Trenutno je moja vzornica Urška Klakočar Župančič, ki pa se bori za uveljavljanje žensk v politiki. Nekdo, ki vas navdihuje. Torej, hvala, gospod Tadej Beočan, in moto pa morda vzornik oziroma nekdo, ki vas navdihuje. Posebnih vzornikov pravzaprav nimam, kot tisti osrednji moto, pot, po kateri stopam, je pa zagotovo ta, da je ključna osredotočenost na postavljene cilje, pri čemer je absolutno pomembna tudi pot, kako te cilje dosegamo. Hvala lepa. Marjan Polšak. Je treba povedati moto sedanjih volitev? Ne, Rešili se bomo s posvetovalno ljudsko oblastjo, glede vzornikov. Jaz sem do vzornikov, predvsej časa že živim tukaj, ampak bom poudaril ta glavnega. Boris Pahor, narodnjak in socialist. Poznan vsem zagotovo. Gospod Joško Premrn, enako vprašanje tudi za vas. Ja, moj moto je delaj dobro in se ti bo z dobrim vrnilo. Vzornik, tudi kot Marjan Polšak, Boris Pahor, glede teh politikov, ki so pa bili, pa Pučnik in gospod Bajuk. Hvala lepa. Tako tisti uvodni predstavitveni del se s tem zaključuje. Sedaj bi vas res prosila, da spremljate tudi naš ekran. 45 sekund imate za odgovor in na to bom po zaključenem krogu dala možnost tudi za replike, ki bodo, če vas lahko, prosim, 20 sekund, ne največ. Začenjamo s temo, ki sem jo zasledila v vseh vaših programih. Torej, prometne konice že nekaj časa jezijo prebivalce in delovne migrante. Gospodarski razcvet, ki smo mu priča v zadnjih letih, in porast novih delovnih mest seveda prinaša tudi izzive. Kje vidite rešitve? Tokrat začenjate Tadej Beočanin. Za rešitev problematike s prometnimi konicami in zgoščenostjo prometa v teh terminih predvidevamo dve rešitvi. Prva je praktično pripravljena in bo šla kmalu v izvedbo, to je rekonstrukcija križišča pri obvoznici, kjer se obvoznica sreča s priključki na hitro cesto H4. Tam naj bi po prometnih študijah, ki so pripravljene, se promet izjemno razbremenil, ko bomo, te dodatne pasove vzpostavili, kjer pravzaprav ne bo čakanja na semaforih. Kdaj se to obeta? To lahko pričakujemo že v letu 2023. Torej, sama Direkcija za infrastrukturo, ki je tudi investitor, vodi postopke. Trenutno smo v zadnjem postopku, to je recenzija tega projekta. Drugi ukrep, ki ga pa predvidevamo, je pa pobuda Direkciji za avtoceste, da se vzpostavita dva dodatna priključka z hitre ceste, eden pod Dolgo Poljano in drugi pri pokritem vkopu Vipavski križ. Hvala lepa. Gospod Marjan Polšak, kako vidite rešitve za prometne izzive v Ajdovščini? Ne, moj predgovornik je govoril o rekonstrukciji križišča na izvozu. Še zadnjega križišča. Porabil ogromno milijonov, tudi zadolžil občino in se ni s tem ukvarjal. Ne, mislim, to zame je popolna nevera. Kakšne so vaše rešitve? Če bom jaz župan, tukaj je takoj koalicija s Svobodo in Novo Slovenijo, vemo, kje se da narediti izvoz.
na enostaven način izvozi iz hitre ceste in s tem bomo gotovo zmanjšali najmanj na polovico sedanje prometne zagate na tem izvozu. Obstoječe križišče pa pustite? Obstoječe križišče je gotovo finančno in tehnično bolj zahtevna stvar. Mi imamo boljše rešitve, pa ne samo mi, tudi drugi gradbeniki. Hvala lepa. Joško Premrn, nadprometne izzive, kako? Ja, zdaj skozi Ajdovščino, jaz mislim, da je treba na Hubelskem mostu narediti tudi še križišče, da bi ob tem dejansko skozi Ajdovščina sama krožna križišča. Ampak tam je dovolj prostora za križišče, krožišče? Ja, jaz mislim, da bi se, tam je, jaz sem že to, ne vem, 10 let nazaj, že smo v naši stranki se pogovarjali in tudi to idejo o krožišču na Hubenskem mostu dali naprej, sem očitno ta zadeva ni šla naprej, tako da jaz mislim, da je to tam edina rešitev, da vse te izvoze potem nekako speljamo na to krožišče. Glede same avtoceste, jaz mislim, da bi moralo prvi biti ukrep ena prometna signalizacija na portalih v Vipavi pa v Selu, kjer bi voznike, ki bi šli v Ajdovščini ven, jih tam opozarjali in da bi potem na ta način. In tretje, izvoz še iz avtoceste, samo izvoz v nadaljevanju te obrtne cone Mirce. Hvala lepa, Nada Pirjevec. Vaše misli? Ja, ker se pač ni poskrbelo za celosten razvoj pri povečevanju zaposlitev in podjetniških kapacitet, je pač prišlo do velikih problemov. Izvoz avtoceste je treba pač rekonstruirati, tako da se zavijalne pasove postavi, obvezno pa potreben še en izhod, 2 izhoda, mislim, da se je treba malo racionalno obnašati, ne gre sta skozi, potreben bo pa še eden, tako da mi imamo obljubljeno pomoč Ministrstva za infrastrukturo in upam, da se bojo tega držali. Hvala lepa, torej podobna rešitev kot Tadej Beočan in replike, seveda zdaj odpiram krog. Boste prvo vi, gospod Marjan Poljšak, kar izvolite. Prijazna replika na Joškota Premrna, glede Hubelskega mostu. Torej jaz pravim, bomo naredili tudi poleg drugih, tudi posvetovalno skupino gradbenikov in ti bojo dobili najboljše rešitve. Jaz mislim, da ni nujno potrebno, da tam krožišče, ker je to tudi najdražje. Obstajajo cenejše rešitve, gradbeniki jih bodo dobili. Hvala lepa. Še kakšna replika? Dobro, torej zaključujemo ta spektr, čeprav lahko bi tukaj še govorili tudi o sami Brvi čez Hubelj pa tako naprej, ampak tudi o tem bo priložnosti gotovo. Naslednji izziv bi lahko bil na področju šolske oziroma je že kar pereč nad šolske in predšolske infrastrukture. Torej, prebivalstvo občine Ajdovščina se bliža številki 20 000. Za nov vrtec je sicer vse pripravljeno, manjka pa seveda denarja. Kako zagotoviti za tako obsežen zalogaj denar, kako boste reševali to prostorsko stisko v vrtcih, tokrat začenjate vi, gospod Marjan Poljšak. Ja, spet je tukaj posvetovalna skupina, kjer išče rešitve dovolj poceni, med drugim tudi zato, ker ni denarja. Gotovo obstajajo stavbe, ki se jih da adaptirati in se jih lahko, vsaj začasno, smo v krizi, nismo v eno obdobju neke ekonomske rasti, se bo ustavila, je vojna, je kriza, se pravi, bomo morali iskati enostavne rešitve. No, enostavne rešitve, kot sem povedal, zopet posvetovalna skupina, gradbenikov, učiteljev in tako naprej in rešitve v stavbah občine, ki lahko imajo tudi namen vrtca in šole. Hvala lepa, gospod Joško Premrn, torej, ki je iskati vire in kako bi se vi lotili te problematike. Dejstvo je to, da občina denarja na razpolago ne vem, koliko nima. Tako da je treba tukaj sigurno, glede šole, je treba jo širiti. In vrtec je ravno tako problem prostih mest. Zdaj tukaj treba iskati sredstva izven občine, ali države ali pa zunaj. In zdaj
se prijavljati na razpise. Sam smo tukaj eni spetlih zagati, ne, ker je tukaj pred nami že problem, ne, ker smo pa že vedeli morda 2 leti nazaj, da bo ta zadeva eskalirala in da bi bilo prav, da bi ta zadevo reševali že prej, ne, tako da ne bi bilo taka situacija, kot je sedaj. Se pravi, hitre rešitve na tem področju ni. Naslednja gospa Nada Pirjevec. Ja, moja ideja, ki jo bom predlagala najprej kot županja, je, da bi v opuščenih vaških šolah, ki so še v kolikor toliko v redu stanju, umestili oddelke vrtcev in bi s tem pač ta akuten problem nekako rešili. Seveda pa je treba s projektom izgradnje vrtca v Ajdovščini nadaljevati, ker brez tega ne gre. Kapacitete so okrog 100 otrok trenutno premajhne. Kje iskati sredstva? Ja, s pomočjo države in evropskih sredstev. Hvala lepa, gospod Tadej Beočanin. Kako nad izzive? Torej, do septembra 2024 bomo dogradili osnovno šolo Šturje s 13 novimi učilnicami, skupno kuhinjo in jedilnico in manjšo telovadnico. To bo zadostovalo za vse ta trenutek zaznane potrebe za osnovnošolsko populacijo. Kar se tiče vrtcev, ker se ta zaradi gradnje šole umika nekoliko bolj v prihodnost, pa nameravamo na to problematiko odgovoriti z gradnjo manjših enot po podeželju, pa tudi v mestu, kar je pravzaprav racionalen ukrep v tem trenutku in mu bomo absolutno tudi sledili. Hvala lepa, ima morda kdo repliko, izvolite. Imam repliko, ker ste zaključila po izvajanju Joškota, da hitrih rešitev ni. So hitre rešitve, enostavne. Replicirate meni. Ja. Kar povejte, hitre rešitve so pa? Ja, hitre rešitve so adaptacije. Hvala lepa. Ima še kdo repliko na to temo? Izvolite, gospod Beočanin. Torej, samo 2 informaciji. Prva je ta, da evropska sredstva za gradnjo šol ali vrtcev ne obstajajo. Takih razpisov ni. To gre jasno za primarno nalogo občine. Druga pa ta, da pravzaprav v stare šole po podeželju vrtce že umeščamo. Hvala lepa. Še kdo? Dobro. Nekaj glasbe si bomo sedaj privoščili, spoštovane kandidati in kandidatka. Pri mladih pa ostajamo tudi v nadaljevanju in ostanite z nami tudi vi. Lokalne volitve. Radio Robin. Joško Premrn, Nada Pirjevec, Tadej Beočanin in Marjan Polšak se potegujejo za župana ajdovske občine. V nadaljevanju imamo za vas, spoštovani kandidati in kandidatka, pripravljeno vprašanje, ki vam ga zastavljajo mladi. Živijo, najprej lepo pozdravljam vse poslušalce in kandidate. Sem Lan Žvanut, predsednik Mladinskega sveta Ajdovščina. V imenu mladih imam za vse kandidate vprašanje. In sicer nas zanimajo vaši načrti glede stavbe Pivžga Nanosa na Lavričevem trgu. Trenutni načrti so, da se v stavbo namesti del občinske uprave. Zakaj pa ravno občinsko upravo? Glede na dostopnost in lokacijo, mladi tam vidimo potencial za prostor namenjen mladim oziroma prostor za kakšno lokalno mladinsko organizacijo. S tem bi poskrbeli za mladinsko dogajanje v samem centru mesta in ne samo v odročni hiši mladih, ki je sedaj, ko ni več kluba Baza, še edini prostor v Ajdovščini namenjen mladim. Pri mladinskem svetu radi izpostavljamo teme, ki so nažalost še vedno tabu, kot na primer duševno zdravje in spolna identiteta mladih. Zato tudi sledi vprašanje iz tega področja. Kako bi poskrbeli, da bi posamezniki oziroma posameznice, ki se uvrščajo na LGBT plus spektr, jih je kar nekaj v občini počutili sprijeti v Ajdovščini? Ali bi podprli projekt mladih, da se kot v prvem mestu v Sloveniji v Ajdovščini pobarva eden izmed prehodov za pešce v mavrične barve? Najprej vaše ideje, spoštovani kandidati in kandidatka, načrti glede Nanosa, torej kje vidite možnosti za mlade in na to še o pobudi za mavrični prehod oziroma pač, kar je podal poslušalec oziroma naš mlad predstavnik, pa izvolite vi, gospa Nada Pirjevec. Ja, če grem od zadaj, ja, vsekakor bi podprla, da bi se prehod mavrično pobarval. Zato za vključevanje družba mora biti strpna do vseh ljudi in ne glede na razlike jih sprejemati. To podpiram in to so tudi moje načela. Glede stavbe, jaz osebno
nasprotujem temu, da bi se občina tja preselila. Ta prostor je treba izkoristiti, bom rekla, bolj v neke turistične namene ali pa neke namene druženja, glede na lokacijo. Lahko se pa glede na velikost, mislim, da se da marsikaj tam skombinirati. Hvala lepa, ja. Gospod Tadej Bevčanin, vaš glede vključevanja mladih, torej je dovolj, Mavrični prehod pa še v nanosu. Torej, kar se tiče prostorov za delovanje mladih, jih je teh po občini ogromno, v Ajdovščini tako v Palah, kot tudi stara hiša mladih v, bom rekel, kompleksu vojašnice Srečko Kosovel. Po podeželju imamo tudi večje število mladinskih sob, ki dobro funkcionirajo. Absolutno pa, če so potrebe, tukaj mladi vedo, da sem jim izjemno naklonjen, bi se potrudili jasno najti tudi dodatne prostore za njihovo delovanje. Kar se tiče občinske uprave v stavbi Nanosa, je ta ideja pravzaprav dozorela pri meni in ji nameravamo slediti. Samo realizacijo pa vežem na to, da bomo uspeli za sanacijo tega objekta pridobiti zunanje vire, bodisi iz Evrope, bodisi iz države. Kar se pa tiče, bom rekel, LGBTQ plus skupnosti, verjamem, da je že danes lepo sprejeta v našem lokalnem okolju in bom rekel, z mavričnimi barvami nimam nikakršnih težav. Hvala lepa. Gospod Marjan Polšak. Ja, glede stavbe na Lavričevem trgu, tudi jaz mislim, da ni potrebno, da gre občina. Lahko se to uporabi za mladinske namene ali pa katerekoli druge, samo da je uporaba, bi rekel, racionalna, ne? Da je to nekaj navideznega in nobenega učinka od tega. Ne? Glede te, bi rekel, spolne zadeve oziroma LGBT, jaz ne podpiram tega, ker je tu sabotaža, bi rekel, imperialistov in sabotaža Soroša, vemo točno, kateri forsirajo to zadevo in teh problemov ni in to, bi rekel, zavračam. Ljudje smo lahko strpni med sabo brez te imperialistične propagande. Hvala lepa. In še gospod Joško Premrn, še vaše mnenje. Ja, jaz mislim, da je ideja, da bi bila tam občina se selila, jaz mislim, da ni dobra. Moj predlog je, da tam postane tista objekt, eno izložbeno okno ajdovskega gospodarstva, podjetnikov, da dejansko tudi turisti tam pridejo, da dobijo vse informacije, kaj se v Ajdovščini dogaja, kam lahko grejo. Potem tam bi lahko bil tudi objekt oziroma mesto za druženje, nekaj dobrega se pojesti, nekaj dobrega popiti in tudi ena dvorana, kjer bi lahko bile kakšne prireditve oziroma kakšne predstavitve. Tako da jaz mislim, da bi to v Ajdovščini bolj, kot da se tja občina seli. Še na hitro LGBT+. Glede mladih, jaz mlade podpiram, glede prostorov in tega nimam nobenih težav in če imajo kakršnekoli ideje, jih je treba pri tem podpirati. Kaj pa na drugo vprašanje, torej Mavrični prehod oziroma sprejemanje, vključevanje? Mislim, da je to treba, to je stvar dogovora in potem je konsenza. Hvala lepa. Imate repliko, gospa Napirjevec, komu replicirate? Ja, jaz gospodu Bevčaninu, jaz mislim, da mladi nimajo dovolj prostorov. Jaz mislim, da v času covida so mladi bili precej prikrajšani in to tudi pač povzroča neke duševne stiske. Glede LGTB pa bi rekla, da niso dovolj sprejeti in je treba na ljudeh delati, da pač ti ljudje niso krivi, če se taki rodijo. Hvala lepa. Še kakšna replika, ker bili ste izzvani. Čakajte prvo najprej gospod Bevčanin, ki je bil izzvan in potem... Torej, replika predvsem na ta promocijski center v mestnem središču. Ajdovščina in Vipavska dolina imata toliko pokazati, da promocije na 2000 kvadratnih metrih ne moremo izvesti, zato pa načrtujemo gradnjo Expa Vipavske doline na obsegu 30 000 kvadratnih metrov med obvoznico in hitro cesto. Bo to v kratkem? Vem, da so začeli pogovori že pred 8 leti, če se ne motim. Pogovori, bom rekel, potekajo. Smo pred podpisovanjem pisem o nameri. Ocenjujem, da bomo v letu 2023 prišli do konca arhitekturnega natečaja in v letu 2024 pričetek gradnje. Gre pa za projekt, v katerem sodelujejo tako javna sredstva, kot tudi zasebni investitorji. Hvala lepa. Mislim, da je bil gospod Marjan Polšak. Jaz repliciram... Nadi, Pirjevec, ja. Lejte, ni problema strpnosti do LGBT. Ne? To je sredstvo propagande za povečevanje konfliktov med ljudmi. Deli in vladaj, divide et impera. In to je eno od sredstev. Jaz ne poznam nestrpnosti. Jo ne poznam, ne v Ajdovščini, jo ni.
Hvala lepa. Še kdo replika? Komu replicirate, ker sedaj je že druga? Gospodu Beočaninu, jaz bi rekla, da ta lokacija bivšega Nanosa kliče k središču mesta. Na to temo ste že imeli repliko. Ja, kliče pač po neki turistični dejavnosti. Hvala lepa. Replik na isto temo. Tako da bomo sedaj kar nadaljevali, če ni gospod Joško Premrn, mogoče še vas. Dobro. Torej, novo temo načenjamo glede podnebnih sprememb. Te narekujejo hitre rešitve za pridelovalce v zeleni Vipavski dolini. Hitrih rešitev ni. Občina se je lotila enega največjih projektov v zgodovini, gradnje namakalnega sistema. S pomočjo evropskih in državnih sredstev bi to izvedla, vendar mora pogodbo o uporabi namakalnega sistema seveda podpisati 2/3 vseh lastnikov kmetijskih zemljišč. Po optimističnem scenariju bi ga lahko imeli leta 2028. Je ta možnost uresničljiva? Kaj boste storili, da bo uresničljivo in kako naprej, če bo ta vlak zamujen? Začenjate pa gospod Marjan Polšak. Se pravi, vi zahtevate hitre rešitve, glede na krizo, se pravi, prehransko krizo? Ne, rekla sem, da hitrih rešitev ni. Ne, so hitre rešitve, ne? Ker če eden pravi, da bo nekaj rešil čez par let, to ni nič. Sedaj imamo krizo, sedaj je vojna, ta vojna se bo nadaljevala in če bo prišlo do hude prehranske krize v Sloveniji, potem obstajajo pobočja, kjer so bili pašniki, tam je drobnica je tudi meso. Ne? Se pravi, to so možne hitre rešitve. Enako, če se pospeši in poveča pridelovanje krmnih rastlin. Namakalni sistem pa ne bi zasledovali. Gradnja namakalnega sistema ne bi zasledovali. Kdaj bo, gospa, kdaj bo? Dobro, hvala lepa. Zdaj vojna in zdaj kriza. Sedaj potrebujemo rešitve. Ali bomo vrnili čez 5 let ali kaj jutri? Hvala lepa. Gospod Joško Premrn, kako bi torej na te izzive? Ja, gradnja namakalnega sistema, to je nujna. To je dejansko tudi projekt verjetno večjih let. Sam mislim, da na tem je treba ustrajati. Je treba te lastnike zemljišč nekako z njimi stopiti v kontakt in jih nekako pregovoriti. To je na eni strani, na drugi strani pa je treba tudi dejansko povečati povpraševanje po domači pridelani hrani in tudi na koncu mora biti zaslužek kmetov oziroma teh proizvajalcev znaten, oziroma da se jim na koncu splača s kmetijstvom ukvarjati. Jaz mislim, da bi tukaj občina morala vsaj v prvi fazi pomagati pri logistiki oziroma del stroškov logistike prenesti na svoja pleča, da bi ta sistem začel delovati, ponudba povpraševanje. Hvala lepa, gospa Nada Pirjevec. Ja, namakalni sistem je nujen za sploh obstoj našega kmetijstva in je en urgenten projekt, ki se mora speljati. Vendar sporedno imamo problem z strugo reke Vipave, ki se ne čisti, z zadrževalniki vode, ki bi jih mogli postaviti v zgornjem toku Vipave. In tako da problem je mnogo večji. Vsekakor sem za izgradnjo namakalnega sistema, vendar za celostne rešitve, tako da bo vode dejansko dovolj, da ne bomo samo zgradili namakalnega sistema, pol pa za namakanje bo problem. Hvala. Hvala lepa. Še gospod Tadej Beočanin. Torej, s projektom bomo seveda nadaljevali takoj po volitvah. Tudi kmetijstvo sem sicer uvrstil za eno od prioritet prihodnjega mandata. Želim si, da nekje do 15. januarja dosežemo cilj 55% podpisanih površin, kar bo pomenilo, da potem še do začetka kmetijske sezone pridobimo še teh zadnjih 12, in skupaj pridemo na 67%, kar je tisti zakonski pogoj za to, da lahko namakalni sistem tudi uvedemo. Tako da v to smer absolutno gremo. Ob namakalnem sistemu pa tudi protivetrna zaščita, ki jo nameravamo zasaditi po celotnem polju v Vipavski dolini, torej na območju občine Ajdovščina. S tem pa pričenjamo že v prihodnjem letu. Hvala lepa. Še kakšna replika v tem krogu? Dobro. Dajemo sedaj na tem mestu priložnost tudi poslušalcem, da nas pokličejo in zastavijo vprašanje kandidatom in kandidatki. Naša telefonska številka je 05 330 28 28, medtem pa kar nadaljujemo s temo okolja, okoljsko problematiko. Torej, gre za centralno čistilno napravo, ki je problematična, dotrajana, premajhna, seveda prišlo je tudi že do neljubih izpustov fekalnih odplak v reko Hubelj. Nekaj se sicer obeta ob namenskih sredstvih za izgradnjo obrtne cone Mirce 2 in obrtne cone Rusne. Bo to dovolj?
Gospod Joško Premrn, kako bi pristopili k tej težavi? Ja, namakalna oziroma čistilna naprava, tu je problem. Mislim, da je že enkrat, dvakrat bila preveč obremenjena, tako da je tam v okolici zadeva smrdela. Tako da to je treba, število enot je tukaj treba povečati, treba čistilno napravo širiti. Mislim, da to je ena prvih prioritet, ki se jih je treba lotiti. Po drugi strani je pa treba tudi nadaljevati bolj intenzivno izgradnjo komunalne infrastrukture, kanalizacij, vodovoda in cest. Če vas lahko za kratko prekinem, bomo nadaljevali s to temo. Nada Pirjevec bo na vrsti, bi pa sprejela med tem, ker imamo ravno telefonski klic. Dober dan, kdo je z nami? Živja, Sara, tudi. Živjo, vaše vprašanje? Mene zanima, kje bi se v bistvu zgodilo, če prije v nedeljo do drugega kroga, koga bi kandidati in njihove stranke podprli, ne, če seveda oni ne bi bili v drugem krogu. Hvala lepa. Torej, koga bi podprli, mislim, da je Marjan Poljšak že nakazal prej, koga bi podprl, tako da, povejte še, Marjan Poljšak. Če pride do drugega kroga, bom podprl proti kandidata ali proti kandidatko Beočaninu. Se pravi, ne Beočanina. Gospa Nada Pirjevec. Ja, jaz bom podprla gospoda Joškota ali pa gospoda Poljšaka. Gospod Beočanin. Torej, v tovrstnem primeru seveda ne bi podprl nobenega od ostalih protikandidatov. Hvala lepa. Gospod Joško Premrn. Jaz bi ravno tako podprl ali gospoda Poljšaka ali pa gospod Pirjevec. No, ta koalicija se je sicer že prej nakazovala v našem studiu. Nadaljujemo s temo, okoljsko temo, centralno čistilno napravo. Na vrsti ste bila gospa Nada Pirjevec. Kako rešiti te izzive? Bo dovolj ta sredstva, ki jih je občina sedaj pridobila v sklopu obrtnih con? Ja, čistilna naprava je dejansko okoljevarstveno zelo velik problem. Je praktično ima trikrat premajhne kapacitete, 42,000 enot, mogla bi imeti pa vsaj 100,000 enot, glede na to, da se obetajo še ti novi priključki, stanovanjski in podjetniški, je to praktično nevzdržno. To bi moglo biti že kdaj rešeno. Tako da se dogajajo izpusti, Hubelj postaja kanalizacijski jašek in jaz vidim tle res ogromen problem. Kako rešiti tle? Gre za zelo veliko investicijo, ne da se več povečevati te čistilne naprave, bila je že povečana, stara je 40 let, obvezna je izgradnja nove in tle brez pomoči države, se pravi, ne bo šlo. Gospod Tadej Beočanin, nekaj ste namenili, kaj ne iz teh sredstev, ki ste jih sedaj pridobili, bo to dovolj? To je dovolj zato, da se nam ne bodo več dogajali neljubi dogodki, kot so se zgodili v letošnjem letu. Je pa to z vidika dolgoročnega razvoja seveda premalo, zato je naročena študija, ki preučuje dve možnosti. Prva je rekonstrukcija obstoječe čistilne naprave, torej nadgradnja na obstoječi lokaciji, druga pa novogradnja. Prepričan sem tudi osebno, da tukaj lahko pravzaprav pridobimo sodelovanje države, tudi evropske vire za to, da pravzaprav rešimo ta problem pa tudi dolgoročno in v tej smeri bomo seveda tudi postopali. Gre za zelo veliko investicijo, kjer je, bom rekel, ta participacija od zunaj nujna. Hvala lepa, gospod Marjan Poljšak, še vi zaključujete ta krog. Torej, jaz sem bil 14 let in pol župan, poznam vse kadre, ali pa vse iz tedanjih časov na občini in komunali. Ti kadri so sposobni in sem prepričan, da lahko peljejo stvari, dali bojo predloge, potem smo govorili naprej o državnih sredstvih, te se tudi da pridobiti, ne, zaradi tega, če se razumeš, če prepričaš ljudi na ministrstvih, to smo sposobni in evropska sredstva tudi smo sposobni. Tudi v tej novi kombinaciji, Svoboda, Nova Slovenija, smo sposobni pridobiti evropska sredstva, verjetno boljše kot dosedanja občinska oblast. Replika tukaj v tem krogu? Hvala lepa. Eno temo bi se še zelo rada dotaknila, tudi poslušalce, medtem ko čakamo na kakšen klic, bi rada, da speljemo ta krog skozi. Čeprav je takoj za Ljubljansko po številu zgrajenih stanovanj, je na tem področju še precej izboljšave. Za mlade ne bo prav veliko izbire. Cene nepremičnine vemo, da so precej nedosegljive. Projekt hiše za mlade, ki je zbudil veliko zanimanja, se nekako odmika iz Ajdovščine oziroma naj bi se pričel sedaj v Dobravljah. Joško Premrn, kakšne so vaše rešitve za mlade in mlade družine?
Ja, zdaj, glede stanovanjske problematike je bilo v zadnjem obdobju zelo malo narejeno. Ne? Zdaj, zadeva, sam primer je recimo Kokrstrane, kjer občina pelje projekt za samostojne stanovanjske hiše. Ta projekt je že, mislim, da 6-7 leto, pa se zadeva še ni speljala do konca. Zdaj, po drugi strani je pa tukaj ta privatna iniciativa, kjer gradijo lastniki, ne? Oni dejansko maksimizirajo svoje prihodke oziroma svoje dobičke in seveda cene stanovanj so temu primerne. Ponudba je večja, kot je, mislim, povpraševanje je večje, kot je ponudba in temu primerno so potem cene Stanje je višje. problematično, ampak rešitve niste navedli, ampak zdaj vam je zmanjkalo časa. Gospa Nada Pirjevec, kako bi poskrbeli recimo za mlade na podeželju? Ja, treba je pač povečati možnosti izgradnje, se pravi samih parcel namenjenih stanovanjski gradnji. Jaz bi pa predvsem tudi kot županja probala, bom rekla, te starejše hiše, ki so prazne, nekako odkupiti in ponuditi mladim, da si tam zgradijo svoj dom. Hvala lepa. Tadej Beočanin, nekaj po številu stanovanj ste takoj za Ljubljansko, vendar saj vemo, povpraševanje je veliko, cene nepremičnin, hiške za mlade. Kar se tiče regulacije cen nepremičnin, skušamo to seveda držati čim nižjo na način, da imamo na območju občine več različnih investitorjev, ki vsak, bom rekel, gradi večje število stanovanj. Na ta način, jasno, tudi zaradi konkurence, ne v bistvu cena ne, bom rekel, pobegne previsoko. Po drugi strani mladim pomagamo pri stanovanjskih kreditih, subvencije tam so tudi do 10-12 tisoč evrov za posameznega prosilca, pomagamo jim z oprostitvijo komunalnega prispevka na polovico, kar pomeni nekje 4 tisoč evrov dodatne subvencije in tako naprej. Hiše za mlade bomo zgradili, ponujene bodo v pomladi prihodnjega leta, danes so v fazi projektiranja, do pridobitve gradbenega dovoljenja seveda s tem ne bomo začeli, bom rekel, z razpisom, takoj, ko ga pridobimo, pa gremo v tej smeri tudi naprej. V Dobravljah najprej. Hvala lepa. Gospod Marjan Polšak, kakšne so vaše rešitve? Torej, občina vemo, da je zadolžena, denarja je malo in če nekdo obljublja preveč na tem področju, je rekel to zavajanje. Jaz mislim, kolikor bo občina mogla, bo pomagala, ampak jaz imam drugačen pristop k stvari. Jaz imam pristop k stvari, da je treba pospeševati prihode, rekel, visoke tehnologije, podjetje, razvoj. Tam imajo zaposleni dovolj velike plače, da celo najamejo stanovanja, kjer privatniki delajo dobičke. Ne? Se pravi, treba je v Ajdovščini pospeševati visoko plačana delovna mesta, visoke tehnologije in bo stanovanjskih problemov manj. Hvala lepa. Imamo ta krog kakšno repliko? Izvolite, gospod Beočanin, na to pa še gospod Premrn. Predvsejkrat se je že pojavilo, pa moram replicirati. Občina Ajdovščina ni prezadolžena, nikoli ni bila. Danes ima rednih prihodkov za približno 4 do 5 milijonov evrov več, kot jih je imela pred 8 leti, ko smo jo prevzeli v vodenje. In bom rekel, te izjave pravzaprav kažejo na precejšnje nepoznavanje občinskih proračunov. Najprej gospod Premrn, ki se je javil, gospa Pirjevec in na to gospod Polšak. No, jaz bi glede na to izvajanje zdaj gospoda župana rekel, in sicer 2 leti nazaj je imela občina likvidnostne težave in je dejansko si sposodila denar od javnih zavodov, tako da to, da občina ni zadolžena, je izjava napačna. Mislim, da po leta 2021 zaključnih računov je bila občina, mislim, da je 11. najbolj zadolžena občina. Hvala lepa, gospa Nada Pirjevec, vi ste bila prej, ja? Ja, meni se pač to zdi nevzdržno, kar gospod Beočanin navaja. Mislim, to se popolnoma norčuje z ljudi. Vsi vemo, da občina je zadolžena okrog 14 milijonov, 13,7. Sicer je res bil ta dolg do bank poravnan z donacije, ampak dolg obstaja do donatorjev. Hvala lepa, gospod Marjan Polšak. Torej, jaz sam potrdim tisto, kar je bilo povedano, kar sta Joško in Nada povedala. Torej, to, ali je formalno zadolžena občina, formalno ni, dejansko pa je. To je to. Hvala lepa. In to upam, da ljudje razumejo.
Hvala lepa, gospod Beočanin, bili ste izzvani, zato vam dajem še priložnost, da odgovorite. Hvala. Ne držijo, bom rekel, koncepti in pravila, ki jih, bom rekel, navajajo proti kandidati. Drži, imeli smo dolgove, te smo, bom rekel, začasno pokrili, na ta način oplemenitili donacijo za dodatnega £500 000, kar prišparamo v tem obdobju iz ležarin in obresti. Istočasno pa predvideli tudi vnovično zadolžitev v letu 2024. Ampak občina ni prezadolžena in to je tisto, kar je ključno, treba povedati, torej popolnoma vsak mesec smo, ko smo dolgove imeli, normalno servisirali naš dolg do bank. Hvala lepa. Bi na tem mestu sprejela vprašanje poslušalca, ki nas poskuša vztrajno preklicati. Dober dan, kdo je z nami? Pozdravljeni. Pozdravljeni. Živijo, jaz kličem tudi iz Ajdušne, Martina pri telefonu. Pa, ja, jaz bi pa vprašala, kje kandidatje nekako vidijo Ajdušno čez kakšnih 10 let in če v prihodnosti Ajdovščino vidijo kot mestno občino. Hvala lepa poslušalki. Iz Ajdovščine bomo ta krog pričeli kar se opravičujem, mislim, da ste bili gospa Nada Pirjevec vi na vrsti, torej vaš odgovor čez 10 let. Ja, čez 10 let vidim občino Ajdovščina vsekakor kot mestno občino, tehnološko razvito, v turizmu razvito, trajnostno razvito z kulturo in vsem, kar pritiče razviti družbi in visoki kvaliteti življenja ljudi. Hvala lepa. Čakajte, gospod Tadej Beočanin, izvolite. V strategijo razvoja občine do leta 2030 smo skupaj z občankami, občani, podjetji zapisali, da bo ta leta 2030 gospodarsko, politično, kulturno, izobraževalno središče Vipavske doline z visoko bivansko kvaliteto tako v mestu kot tudi na podeželju. In tej viziji, bom rekel, ki smo jo skupaj sooblikovali, bom absolutno sledil tudi v bodoče. Kar se tiče mestne občine, pa lahko rečem seveda, zakaj pa ne. Hvala lepa. Gospod Marjan Polšak. Bo leta 2030-2032 mestna občina? Ne glede na to, da nas čaka, ne vemo, kakšna bo kriza, kakšna vojna in upamo, da vojna ne bo šla čez naše kraje. Ajdovščina sledi svoji tradiciji. Kaj je bilo pod Avstrijo? So bile kovačije, mlini in razne proizvodne, tekstilna prva in tako naprej. Ajdovščina je središče, industrijsko, delovno, inovativno. Tukaj so, ki pridejo do novih idej in tako bo tudi v prihodnje. Kot je visoka tehnologija, bo še višja. Ali bo zaradi tega Ajdovščina tako močna, da bo čez 10 let mestna občina, to ne vem. Hvala lepa. Vaša vizija, gospod Joško Premrn? Ja, jaz mislim, da je glavno, da je treba v občini pustiti ljudem, da delajo, odprto družbo, po drugi strani pa ljudi med sabo povezovati in dejansko skupaj delati. Če bomo delali skupaj, vsi za eno, potem bojo tudi rezultati dobri oziroma odlični. In s tem bomo tudi napredovali in zdaj, a bo tu mestna občina ali tu mislim, da je v drugem pomenu, važno je, da se občani čutijo sprejete, da živijo v urejeni in prijazni občini. Hvala lepa. 05 330 28 28, naj ponovim našo telefonsko še eno vprašanje, vam bom ta čas zastavila, spoštovane kandidati in kandidatka. Vrsto let se pojavlja, sploh ob volitvah seveda, tema kulturnega centra, vsi bi ga želeli imeti. Ja, čeprav se obeta v mestu zanimiv kulturno-turistični projekt na temo mlinarstva in pekarstva, pa vendarle bi se lahko reklo, da bi v Ajdovščino sodil sodoben kulturni center, tudi nova knjižnica. Kako gledate na to problematiko, pa začenjate ta krog, gospod Tadej Beočanin? Se absolutno strinjam. Ajdovščina si zasluži nek to vrsten večji center, pa vendar osebno ne pričakujem, da bi ga uspeli zgraditi v prihodnjih 4 letih. Projekt, ki smo si zamislili v Šturskem parku kot prizidek in jasno prenovo Ricatove vile, ki bi segal tja naprej proti garažam. Gre za v bistvu čudovit prostor, ki omogoča umeščanje tudi, bom rekel, to vrstnih kulturnih vsebin. Kar se tiče knjižnice,
bomo iskali rešitve bodisi na obstoječi lokaciji z dograditvijo, bodisi, bom rekel, na neki drugi lokaciji. Istočasno pa želim v tem mandatu povečati, bom rekel, povpraševanje po kulturni produkciji, zato da takrat, ko bo tak dom zgrajen, bo tudi služil svojemu namenu in redno obiskovan. Hvala lepa. Gospod Marjan Poljšak, se zavzemate za kulturni center, kam bi ga umestili? Seveda sem za kulturni center, to je jasno, to je verjetno vsak vsaj teoretično. Kaj pa praktično? Tako. Ja, Bevčanin je vrgel proč 10 milijonov na Lavričev trg za politično nespremljivo stvar. To je nek nov kulturni dom, ampak ni kulturni dom. Ne? Zdaj, kako bo se ta zadeva v prihodnosti zgodila, ne vem. Ne? Če bi bila prilika, da bi dobili 10 milijonov od evropskih sredstev, ampak to se ne bo zgodilo v primeru Bevčanina. On ni dobil 10 milijonov evropskih sredstev za Lavričev trg, ki je politični projekt njegovega ozadja. To je Kučanov klan in evropski imperialisti. Hvala lepa. Sedaj, gospod Joško Premrn, vaš pogled, kam bi vi umestili kulturni Ja, jaz že center? 10 let nazaj smo bili s politiki po Ajdovščini in smo v Starem Mlinu nekako zamislili kulturni dom. Ne. Zdaj, situacija v sami občini glede finance ni rožnata. Kot svetnik ste verjetno vsi prizadevali za to večkrat? To sem se prizadeval tudi večkrat, mislim, da je tudi zapisal v časopisu oziroma javno to zadevo promoviral. Tako da kulturni dom rabimo, ne. Kako bomo pa do tega denarja prišli? Verjetno z občinskim denarjem ne, ampak z enim projektom, dobrim projektom in z razpisom na državno ali pa na evropska sredstva. Je to dosegljivo Johmanov mlin obnoviti v prihodnjih 4 letih, denimo? Samo dali. To mislim, da ne. Dobro, najlepša hvala. Nada Pirjevec, pravite, da je v občini nujno potrebno na območje Starega Mlina, bi ga tudi vi umestili. Kje bi iskali denar? Ja, kulturno središče ali dom ali center, kakorkoli je nujno potreben v Ajdovščini. Prioriteta tudi vaša? Ja, v programu. Tako da jaz mislim, da to območje, ki je zdaj trenutno so ruševine, ki so po eni strani tudi nevarne in sploh pa jih je grdo videti, da bi bilo to res, rekla bi, dve rešitvi z enim projektom naredili. Normalno sredstva je iskati pri državi. Jaz kot kandidatka za županjo največje parlamentarne stranke imam podporo pri ministrstvih in sem prepričana, da mi bojo pri tem prisluhnili. Hvala lepa. Kakšna replika? Dobro, če ni replik in če nimamo trenutno vprašanj poslušalcev, bi se na hitro, zares na kratko, z enim stavkom še dotaknila enega vprašanja. Pa res vas prosim, torej, še širiti industrijo v občini Ajdovščina ali ne? Tokrat začenjate, gospod Marjan Poljšak. Torej, jaz mislim, da industrijo, ki zahteva veliko delovnih mest, ki z nižjo plačilo, nima smisla. Ne? Ker to pomeni priseljevanje, množično priseljevanje in velike probleme tudi za občino in za občane nasploh. Hvala lepa. Resen stavek, samo zaključujemo. Joško Premrn. Jaz tudi bolj gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo, pa servisne storitve za občane. Hvala lepa. Nada Pirjevec. Ja, jaz mislim, da tle ni več kakšnih možnosti širitev. Jaz bi podpirala domača podjetja, da se pač visoko tehnološko razvijajo, v glavnem to, in da so pač dodana vrednost čim višja, to v glavnem. Hvala lepa, gospod Tadej Bevčanin. Absolutno, kar se tiče potreb po širitvah obstoječega gospodarstva, kar se pa novih tiče, pa absolutno iz smeri IKT-ja, aviatike, biofarmacevtike, biotehnologije in tako naprej. Spoštovane kandidati in kandidatke, hvala lepa in kandidatka, se opravičujem, hvala lepa, da ste bili danes z nami. Veliko sreče v nedeljo in pa seveda hvala tudi vam, spoštovani in spoštovane. Upam, da smo vašo odločitev kaj olajšali. Lep pozdrav kandidati in kandidatka in lep dan tudi vsem še naprej. Lokalne volitve. Radio